Folk, Božidar tukaj, hipnoza, hipnoterapija. Vabim na delavnico samohipnoze, ampak z mičkeno drugačno tematiko in sicer zakon privlačnosti. Zdaj, kar nekaj ljudi me je spraševalo za samohipnoza, ali lahko to pomaga pri zakonu privlačnosti, ne more, kaj to je, kako to deluje in te zadeve. In sem se mičkeno poglobil notri, in tako da to je dokaj sveža delavnica, vendar je pa izhodišče moje terapevtsko delo. Zdaj, jaz sem leta 2019 nehal izvajati hipnoterapijo 1 na 1, delal sem 19 let, dejansko non-stop vsak dan in dal sem tisoče in tisoče ljudi skozi. Delali smo sve in svašta, se pravi od depresijic do alkoholizma celo, razumete, do razne fobijice, strahove, razne prepreke, otroci, otroška hipnoterapija, športniki in s podjetniki smo delali, veste, razne prepreke v poslu in tako dalje. In zdaj, takrat, ko sem se pogovarjal za to, se pravi za to hipnoterapijo 1 na 1, jaz se nisem toliko poglabljal v neko celotno sliko, ampak pač delaš dan za dnem vse te zadeve in se tega nabralo, se pravi, za sabo imam skoraj 20 000 terapij, ali vseh teh letih se mi je nabralo. In zdaj pa, ko sem se podmaknil tega, se pravi od korone naprej, ko jaz delam pa bolj, ko bi rekel, te delavnice za samo hipnozo, ampak tako, mičkene skupinice, no in tam se mi potem poglabljamo notri, to so skupine za samo razvoj in ko bi rekel, gradnjega samega sebe, za delo na sebi in te bolj v tej smeri, te zadeve, in smo se potem dotaknili tudi zakona privlačnosti. Vendar, zdaj pa je meni malce lažje, zato ker jaz pogledam zdaj mojo zgodovino, se pravi vseh teh terapij, ko sem se malce poglobil v teh skoraj 20 let mojega dela 1 na 1, se pravi z ljudmi in z vsemi njihovimi preprekami, ki smo jih nekako skupaj preskakovali in vse te zadeve, in sem opazil, da je ena nora zadeva, da je ena rdeča nitka, ki se vleče skozi celo moje hipnoterapevtsko delo. In je zanimivo, veste, in zdaj to nitko bomo zdaj tukaj pokazali na tej delavnici samohipnoze, ker je tako, če tega ne narediš, zdaj to filozofijo, kasneje, ko bojo mene slišali, vam bojo lahko tudi drugi prodali, ampak jaz sem to doživel skozi moje delo, enostavno vidiš neke določene vzorce, ki se ponavljajo, in takrat nisem bil pozoren na njih, zdaj pa sem. In sem videl, da so vse to, da karkoli se folku dogaja, da so eni zelo zanimivi razlogi zadaj. In tudi zakon privlačnosti. Vi imate en kup enega folka v zunaj, ki to in predava in uči in tako dalje, kar je prav, super, vse so, njihove informacije so fenomenalne. In zdaj pa kje je problem? Problem je, da zakaj pa tisti, ki so to probali, pa jim ne funkcionira. Se pravi, mi bomo šli bolj v to varianto pogledati, ker lejte, vsaka zadeva v življenju potrebuje tudi neko vrsto, ko bi rekel, predpriprave. Okay? No in tudi zakon privlačnosti potrebuje predpripravo, da lahko sploh začne funkcionirati. Se pravi, če ste se ga vi lotili in ima zadeva ni zalaufala, ampak dela, jaz sem prvi taki, vam povem, da dela, je potem nekje notri so vzroki, zakaj vam zadeva ni speljala. Saj jaz vem, da se to sliši kot neko čira-čara, to zakon privlačnosti, ampak so določeni elementi notri, ki dejansko so, ki jih ljudje že na stotine, morda na milijone ljudi po celem svetu uporablja in jim gre dobro. Ampak tu je bolj, jaz bi se rad bolj poglobil notri v tematiko, kaj pa, če ne rata, ali pa kaj pa, če ni dovolj ratalo, kot sem jaz želel, cela ta zadeva, cela ta zgodba za zakonom privlačnosti. Tako da to je bila tista moja tematika in potem tukaj sem jaz videl tole, te Angleži temu rečejo bigger picture, se pravi večja slika skozi celo moje delo, in potem, ko sem to neko shemo naredil, sem videl ta rdeča nitka, da je notri in da se vleče skozi celo to zadevo. Zato, da vi, če hočete zakon privlačnosti dejansko funkcionira tudi v vašem življenju, enostavno te predpogoje morate urediti. No in na tej delavnici jaz bom pomagal, bomo pornili celo to zadevo na začetku. Verjetno vas bo čakalo še malo več dela, jaz bom vam dal izhodišča, kaj vse morate narediti. Vsega na delavnici ne boste rešili, se pravi, to je neka baza, kar se tega tiče, ampak boste pa razumeli, po kateri poti morate iti in koliko vam lahko hipnoza, hipnoterapija oziroma tudi ta delavnica sploh pomaga. In je dobra zadeva, veste, to je osnova, tudi delavnica samohipnoze je osnova za zakon privlačnosti, ker vam poglobi celo to zadevo. Tako da tu je bolj v tem grmu, lahko rečemo, da tiči zajec, ker moramo pogledati, zakaj ne funkcionira pri vseh, zakaj nekaterim zadeva laufa, zakaj pa nekaterim ne. No in takrat so trije elementi skupaj, se pravi, ki jih je treba nekako v tej naši podzavesti oziroma še malo globlje pogledati, kar se tega tiče. Tako da zdaj, da vam ne bo dolg čas na delavnici, vam bom dal potem še na mojo knjigo za domov, evo tukaj imate, Hipnoza v modernem življenju.
Bila je napisana, samo da vidim, kje je tole, 2017 leta, je že kar nekaj časa od tega. Potem boste dobili priročnik za samohipnozo, evo ga, tukaj ga imate. In na koncu bom vam dal še eno knjigo, ki vam jo sicer pokažem samo zadnjo stran. Je tudi neke vrste priročnik, je pa ena knjiga, tako prevedena v slovenščino, enega možakarja, ki jo je napisal leta 1910, evo, moja napaka, 1910 leta, stara zadeva, ta knjižica je pa osnova vseh tistih bodočih knjig, ki so bile napisane glede zakona privlačnosti in vseh teh zadev, in so ti avtorji novodobni nekako črpali iz te, da ne bom rekel kopirali, črpali iz te njegove knjigice. Zdaj pa, če že hočete kaj brati, berite rajši neko izhodišče, kar se tega tiče, zanimiva zadeva, dobesedno priročnik, kar se tega tiče. No, in to vam bo pomagalo potem, da lažje greste naprej. Jaz vam bom dal pa potem ta rdečo nitko, vam bom razložil tam in kaj morate vse narediti. Normalno bo bilo in kupene domače naloge vaše osebne, ker boste se mogli malo poglobiti v vas, kaj sve se dogaja, ampak bo šlo. In obljubljam, se pravi, mi bomo imeli to 3 zaporedne srede, to je običajno, moje delavnice samohipnoze so ob sredah, se pravi popoldan, ta nekaj med 5 in 7 uro, če bo drugače, mogoče bom napisal kakšen drugi datum, ampak tega se držimo že nekaj časa. Tako da vabim vas, da se mi pridružite. Zdaj, če ne veste, kdo sem, pejte na Google, natipkajte tam Božidar Grilc, pa bo že kaj ven skočilo. Eni folk me poznajo, eni me ne poznajo. Dolgo časa sem tolkel hipnoterapijo v Sloveniji, samo hipnozo sem jaz pripeljal v Slovenijo, dejansko, ne. Tako da pridite, obljubljam ene 3 zelo zanimive večere, dajmo malo pogledati, kaj je zakon, da vidite, mislim, kaj je zadnje za tem zakonom, da lahko malo vidite potem, ali lahko sploh to zadevo uporabite v vašem življenju, oziroma kaj vse morate storiti, da sploh zadeva spelje. To je osnova te delavnice. Vendar se bo začela zadeva že premikati že skozi delavnice, ker bomo na vsakem večeru naredili tudi eno skupinsko hipnozo, tako da se vi malo navadite vsega tega in da potem, da vam dam eno iztočnico, s katero potem lahko greste lažje v vaš svet. Pa ni samo za zakon privlačnosti, veste, imate tu en kup drugih stvari potem, kjer je zadeva uporabna. Jaz sem pač nekako obarval celo to delavnico s tem zakonom privlačnosti, ker me je ogromno ljudi vprašalo, če sploh to lahko kombiniramo. Jaz sem se malo poglobil notri in potem, ko dobiš oni moment, se rekel, seveda, se je pa dogajalo. In potem to rdečo nit zvlečete ven in dobite eno zanimivo izhodišče. Tako da, to je pač meni pomagalo, ker sem toliko časa delal s folkom in potem vidiš neke vzorce enega za drugim. Takrat jih še nisem povezal, ker je bilo preveč dela. Zdaj pa, ko sem se malo odmaknil cele te zadeve, sem pa to povezal in dejansko je zanimivo. Tudi meni bo zanimivo ugotoviti vse te zadeve. Tako da vam bom dal en kup enega materiala, pridite, pridružite se mi in definitivno se boste imeli dobro in vem, da boste potem prišli še na druge delavnice, ker pač tako je, dajmo se imeti kao dobra družba. Se pravi, to so 3 zaporedne srede, papirologijo boste dobili tukaj, kakšna voda vas bo gor čakala, kakšne te malenkosti. Vzamite si čas, zadeva bo definitivno dobro, vzamite si čas, dajte malo pogledati, kako lahko vaše življenje vzamete, ga malo pretresete in naredite nekaj dobrega tizga. In če so vas zadeve že nekaj časa mučile, je to definitivno pravi naslov. Vam bom dal celo mojo zgodovino, tega zdaj že koliko 26 let dela v hipnoterapiji, tako da hipnoterapijo sem izvajal nekje 19 let, šolo hipnozo imam pa že od leta 2005, se pravi, zdaj smo 26 leta, to je, koliko je to zdaj, 21 let, moja matematika. Ajde, folk, imejte se radi, jaz bom to prekinil zdaj in se vidimo na delavnici. Pač, odločite se, to je najboljša varianta. Ajde, čau.